Ok, super. V naši družbi bi rada lepo pozdravila Timoteja Bečana. Živijo. Zdravo. Timotej je gorski tekač, izbran najgorski tekač v zadnjih 3 letih ter član reprezentance v gorskih tekih. Zadnja leta pa med slovenskimi gorskimi tekači dosega najboljše rezultate. Septembra lani je dosegel tudi najhitrejši čas vzpona iz doline Krma na vrh Triglava. Več o tem boste slišali malo kasneje. Timotej, pozdravljen. Zdaj ti kar predajam besedo, da se na kratko nam predstaviš. Ok, zdaj na kratko je tak zelo širok pojem, ker na kratko se ne da glih hitro predstaviti, tako da jaz sem pripravil en PowerPoint, da v bistvu prikažem svoje življenje oziroma zgodbo, svojo pot, no, da tako rečem. Se pravi, dobro, glih od otroštva ne, ampak odkar se nekako spomnim, preko slik, no, tako da bo nekako malo bolj zanimiv, kakor sam mene tukaj gledati, ne, kako se vam smejim pa govorim, tako da boste lahko malo videli tudi, ne vem, kakšen, kako bi rekel, tak notranji vpogled v, se pravi, to mojo pot. Tako da jaz bom po mojem kar na tak način začel. Slišali ste, ime mi je Timotej, in dejansko, odkar se spomnim, sem v športu, šport imam res rad, nekako me izpopolnjuje, dela boljšega in dejansko si ne predstavljam življenja brez športa, tako da sem hvaležen, da lahko to počnem. Tako da najbolj, da kar začnemo. Evo, zdaj, da ni sam ime Timotej, sem tudi fant, ki bo enkrat tudi mož, ne. Oče, z Jasmino, mojo partnerko, imava zdaj čez 2 dni, bo star sin 2 leti, Elija mu je ime, tako da nekako jaz mislim, da čez ene 10 let me bo že prehitel, ker skače okoli, teče, on sploh, so vsi rekli, da ni shodil, ampak je stekel, tako da bi se s tem kar strinjal, no. Jasmina je tudi športnica, v bistvu sva se tudi spoznala na tak način, tako da pravijo, da gene ima že dobre, ampak bomo videli, kaj bo, no. Trenutno ga bolj glasba zanima, kot pa kakšen šport. Tako, kot sem že rekel, sem športnik po srcu in duši, velik ljubitelj narave in zato mi je gorski tek tudi toliko zanimiv, in pa v bistvu mi ni v nobeno breme, se pravi, veliko športnikov nekako ima neki odpor tudi do treningov, meni dejansko imam problem ta, da imam preveč motivacije, preveč želje in kdaj malo pretiravam, me malo zanese, tako da je kvečjemu druga zgodba. Ravno zaradi tega, ker je gorski tek je šport v naravi, en vzpon je enak drugemu, en razgled ni enak drugemu, tako da je res v bistvu zelo, kako bi rekel, zelo dinamično, no. Moja pot, ja, zdaj, če se osredotočim na šport, prvo, ko sem začel trenirati, je bil nogomet, no, fuzbal po domače. Nisem po moje bil nekaj za to, takrat sem bil visok že, pa v bistvu sem bil verjetno malo štorast pa tako. Tako da sem se pa poleg tega vpisal na šah, no, to mi je pa šlo, ampak sčasoma, zdaj ne vem, šah se šteje kot šport, če mogoče kdo ne ve, to je olimpijski šport, tako da gorski tek še ni, tako da šah je dejansko, bi bila boljša priložnost tukaj. Ampak ja, šah je pa po tej strani, da v bistvu nekako znaš narediti strategijo in, če tako rečem, mi v bistvu tudi to pomagalo v življenju, se pravi, da znaš nekako pretehtati odločitve, in pač, ko jo narediš, jo pač ne moreš več vzeti nazaj, tako da z tega vidika tudi en doprinos. No, pa sem v bistvu v osnovni šoli, gimnaziji, skozi sem rad igral odbojko na mivki, no, potem v 3. razredu osnovne šole sem pa začel s košarko. In sicer sem jo treniral 10 let, tako da do 19. leta sem igral košarko. Bil sem zelo predan ekipi, tako da tudi na veliko počitnic niti nisem šel, ker smo imeli takrat glih priprave, ampak nekako potem, zdaj tako je, jaz sem 191 visok, kar je v bistvu, če me na cesti vidite na ulici, me boste hitro opazili, ampak za košarkaša je pa to bistveno premalo, tako da če bi imel 10 centimetrov več, bi verjetno kariera ostala tam,
ampak nekako ni bilo, zdaj ne rečem, da sem obupal, ampak sem nekako mogel tudi probati eno drugo pot, tako da sem vesel, da sem se zdaj pač za teh odločil. Sem pa v bistvu med samimi pripravami, kot mogoče poznate, košarka je nekje šport, kjer so tekme od recimo, da rečem, septembra pa do maja. Vmes je pa tako, da rečem, mrtva sezona. Ekipe se pripravljajo, pač tisti, ki so pridni, trenirajo skozi oziroma si pač po sezoni vzamejo kakšne 2 tedna pavze, potem pa pač začnejo naprej. Mi smo imeli v bistvu šele, ker pač to ni profesionalno, nisem se ukvarjal s tem profesionalno, pač kot mladinec še, smo imeli v bistvu tam v začetku avgusta, potem spet treninge, organizirane skupinske, tako da nekako sem imel 2 meseca, da rečem, frej, zdaj pa pač, če si hotel pač nekaj več iz sebe potegniti, je bilo to treba trenirati. Tako da predvsem takrat sem jaz ogromno kolesaril. Za Birmo sem dobil tudi svojo prvo specialko, to je, ne vem, če vidite klele v levem kotu spodaj, takrat sem bil še malo manjši, to je slika z Vršiča. No in pač tako se je to začelo, rad sem bil na kolesu, v bistvu praktično vsak vikend, vsako dopoldne me ni bilo doma do kosila, šel sem pa takoj po zajtrku, tako da res sem užival v tem, ampak tako bom rekel, kolo te omeji na cesto oziroma pač gorsko na kakšno stezo tudi, medtem ko tek je v bistvu, bom rekel, ni omejitve, razen kakšna stena, da me je ustavil. Tako da, ja, nekako sem prek teh športov sem potem prišel do teka. Koliko je tudi tale slajd kaže, se pravi, v bistvu to so vse tekme, med katerimi sem še treniral košarko. Tako da v bistvu sem že vmes začel tudi nekaj z gorskim tekom, tako da v bistvu, da rečem, ok, zdaj sem si gledal kar malo opornih točk, kdaj to je bilo, se pravi decembra 2015 se mi zdi, se pravi, zdaj se 4 leta ukvarjam s tem, tako da to bo kar držalo. Potem zakaj, niti sam ne vem, pač meni je v momentu v bistvu se mi je vse, kako bi rekel, nasičil sem se vsega, nekako nisem več videl sebe v tem in sem rekel, da se pravi, košarka je čist kontra teku, se pravi, je ekipni šport, je šport v dvorani in sem rekel, bom to zamenil, se pravi, s tem, kar že počnem, da ne bo pač preskok težji, se pravi, s tekom. Tako da tukaj sem pa zdaj sam svoj gospod in kakor bom delal, toliko bom dober. Medtem ko pri košarki je veliko odvisno od same ekipe in pa v bistvu, kako se ta ekipa poveže in pa deluje potem na igrišču in na treningu in v garderobi pod tušom, tako da ni, da ni. Ja, tako da zdaj sem v bistvu že opisal tudi kako, ne. Se pravi, že drug dan, ko sem pač se odločil, da ne bom več igral košarke, sem bil nekako v bistvu že gorski tekač. Tako da ja, gremo kar naprej. Kaj mi je tek dal? Zdaj slika po moje že marsikaj pove. Dal mi je predvsem vztrajnost in to v bistvu lahko povlečem na čisto vsa področja v življenju. Se pravi, ne smemo prehitro obupati, stati za stvarjo, ki smo si jo pač nekako zadali in vztrajati pri tem. Zdaj, ne iti glavo čez zid, ampak nekako se držati tega in videti cilj pred sabo. Tako da jaz tukaj, to je slika iz rekorda Šmarne gore, zdaj moram reči lani, čeprav sem se skoraj zagovoril, pa sem rekel letos. To je, se pravi, iz oktobra 2020. Dejansko je bilo tako, da, no saj mogoče bom to še malo kasneje povedal, tako da bom tekmo tudi opisal, tako da bomo takrat zvedeli. Ok, tek mi je pa tudi dal veliko priložnosti za odkrivanje sveta, oziroma sveta, no. Ja, bil sem že marsikje, jaz upam, da tudi še bom, pač v okviru reprezentance, v okviru mednarodnih tekem sem obiskal že marsikateri kraj, tako da jaz sem tukaj zdaj združil se pravi samo svetovna pa evropska prvenstva, ker če bi vse tekme zajel, bi verjetno do jutra mi govorili, ker je toliko različnih lokacij, bilo toliko različnih zgodb, da dejansko ne bi mogel nehati govoriti verjetno. Tako da tale prva slika je iz Bolgarije,
In sicer, no, tukaj lahko povem, so bila z Jasmino že skupaj v bistvu v okviru reprezentance, ampak nekako se je v bistvu, potem sva se dobro spoznala šele čez 1 leto. Ampak to je bila najina prva skupna pot tukaj. Moje prvo svetovno prvenstvo in sicer bilo je pa tako, da je bila izbirna tekma na Krvavcu. Jaz mislim, da bi mogel iti takrat, nekam bi mogel iti, v glavnem mi je to padalo v vodo in sem rekel, nič, grem jaz na to tekmo. In dejansko je bila do takrat to moja najboljša tekma v življenju in z njo sem se uvrstil v reprezentanco, tako da sem bil zelo vesel. Težka proga je bila potem, ampak na koncu sem iztržil 63. mesto, kar se mi je takrat zdelo pač super, in sploh, no, ampak dejansko se je takrat šele moja pot dobro začela, no. Potem drugo svetovno prvenstvo je bilo v Premani leta 2017, to je v Italiji, tukaj 6 ur stran vožnje, bilo je peklensko vroče, mislim, je bilo 34 stopinj, tekma je bila ob 12:30, tako da nič kaj luštno, ampak smo preživeli, spet novi kraji, kako bi rekel, nove zgodbe, se je bilo treba potruditi, no, in dejansko sem nekako za 11 mest napredoval, tako da bil sem takrat 52. No, potem bomo pa skočili, to sem zdaj še tako kronološko, zdaj je Evropsko prvenstvo, to so bila vsa prej svetovna, to je pa Evropsko prvenstvo v Skopju in sicer tole, ko spodaj vidite to mesto, to je Skopje, ogromno mesto, zelo, zelo gostoljubno mesto, mi smo bili tam res, meni je bilo prav že nerodno, ker so nas tretirali res kot bogove, da rečem, vse smo imeli, kar smo rabili, in res so pač tako, kako bi rekel, zelo so bili ustrežljivi, prijazni, ni da ni, no. Ja, no, na tej tekmi sem v bistvu dosegel tak res viden rezultat, in sicer 13. mesto, nekako, kako bi rekel, celo tekmo sem prehiteval in v bistvu se mi je na koncu šlo. No, tukaj je bila pa tudi Jasmina zraven, je bila že noseča, tako da ona je pred tem tudi zelo napredovala, ampak jo je pač v bistvu potem to ustavilo, tako da jaz verjamem, da bi tudi tukaj ona v bistvu mogoče prekašala moj rezultat, ampak pustimo se presenetiti, lahko da bo še kdaj tako, jaz verjamem, da bo. Potem, evo, no, to je pa Jasmina, zdaj jo, ne, drugič jo vidite, tukaj že vidite mogoče malo trebuščka, ne, tlej je bila, se pravi, 6 mesecev noseča, oziroma 5, bili smo pa v Andori, zelo, zelo lepa država, majhna, v bistvu gorata, to so Pireneji, se pravi, res v bistvu čisto neko drugo gorstvo, kot ga imamo mi, se pravi, tole mislim, da je na višini 2500 metrov, pa je v bistvu trava, ne, tako da bi se lahko človek ulegel pa imel en piknik gor. Tako da ja, tukaj sem v bistvu še nekako mogoče, zdaj pač 13. mesto se mogoče drugače sliši kot 24, ampak se mi zdi, da ima to še večjo težo, ker je pač to svetovno prvenstvo. Imel sem pa v bistvu tukaj zelo grenak priokus, ker sem imel v zadnjih 10 minutah hude težave s krči, tako da bi lahko nekako še kaj več iztržil. Jaz mislim, da pač, ko sem gledal rezultate nazaj, bi lahko bil tudi tam nekje 16, 17, tako da, ampak takrat se nismo pol toliko sekirali, sem vedel, da bo še priložnosti, no, in pa boste videli, da so bile. Okej, se pravi, to je pa drugo leto, se pravi, potem Cermat, zdaj ne vem, a mogoče kdo pozna tisto goro zadaj, to je Matterhorn, zelo markantna gora, zelo lepa gora, 4470, 73 mislim, da ima, zdaj ne vem, mogoče upam, da se nisem zmotil, no. Mogoče vi kot skavti boste to bolj poznali, jaz sem bil tam, pa ne vem, no, tako da, ampak upam, da mi je oproščeno. Ja, tukaj pa v bistvu eno evropsko prvenstvo, ki se ga pa ne bom prav lepo spomnil, in sicer tukaj sem imel pa, mogoče sem si tudi zadal previsok cilj, in dejansko se mi ni na tekmi, prav nič mi ni šlo, na koncu sem bil 29, kar ni slab rezultat, ki je bila res huda konkurenca, ampak nekako en dan pred tekmo, se pravi, Cermat je na višini
1600 metrov, tako da je dejansko problem že višina. Cilj je bil pa na 2500, tako da, oziroma 2600, tako da pa vmes se še nekaj proga spustila, tako da je bila kar težka proga, no. Ampak ta višina me je zdelala in že dan pred tekmo mi je bilo slabo, vrtel se mi je v glavi. Meni to se nikoli ne zgodi, ampak takrat se mi je, no. Tako da na koncu tudi iz tekme same nisem prav veliko iztržil. Je pa, če ne drugega, je pa tale slika res ratala, tako da jo imam pa za okvir, pa za na steno, ki je res lepa. Okej, potem je pa, da rečem, zadnje svetovno prvenstvo, to je bilo pa v Argentini, in sicer, moram reči, že predlani, se pravi novembra 2019. Tukaj sem pa v bistvu pretekel 15. mesto, kar je bilo takrat, mislim, kar se mi še danes zdi zelo dobro. Se pravi, spet sem imel malo težav in vedno je tisti majčken, ki si lahko rečeš, joj, pa bi lahko bilo boljše, ampak na koncu je treba biti zadovoljen, tako da jaz sem bil zadovoljen. Po drugi strani sem bil pa čisto na drugem koncu sveta. Da lahko še to povem, do tja smo zaradi raznih stavk po letališčih in podobno potovali, mislim, da 43 ur, tako da je bilo res naporno. Tako da dejansko jaz sem šel, ne vem zdaj točen kjer dan, zdaj se bom malo zlagal, ampak recimo, da je bil torek zvečer, jaz sem prišel tja v četrtek popoldne, tako da to je bilo res naporno. Ampak na koncu smo bili tam dosti kmalu pred tekmo, tako da se je dalo spočiti, progo pogledati, malo okolico razgledati se, tako da je bilo na koncu, se je vse dobro išlo. Nenazadnje pa spet narava je čisto druga kot pri nas, to je Patagonija, tam v bistvu zelo neokrnjena narava, ogromna drevesa, to so po 80 metrov visoka drevesa, premer ima 2 metra pa še več, tako da v bistvu, ko jih nadaleč pogledaš, misliš, da je pač navadno drevo, tako kot pri nas, ampak je res ogromno. Je pa to vse vulkanskega nastanka, tako da veliko je pepela v samem zraku in v bistvu tudi, ko dihaš, to čisto čutiš v nosu. In ja, pač res neverjetna izkušnja, no. Mi res ni žal nekako, da sem šel tja, čeprav sem pač na začetku tudi okleval, no pa me je Jasmina prepričala, da vsem grem in res mi ni žal. Okej, da pa da rečem, se pravi, to so bili nekako uvod. No, se lahko pride še Jasmina pokazati. Ja, Jasmina ima zdajle igre z Elijo, tako da imam jaz tukaj mir. Upam, da bo tako tudi ostalo, da ne bo kakšen šum vmes prišel, ampak jaz mislim, da nič drugega. Ja, okej, da se vrnem nazaj. Se pravi, vsi ti rezultati so bili nekako uvod v to, kar sem pa dejansko potem dosegel tudi na mednarodnem nivoju. In sicer, tako kot tamle piše, vsaka pot zahteva čas. Tudi jaz sem to rabil in verjemite, da velikokrat sem imel že hudo krizo, da rečem. Dejansko se ne vidiš, ne napreduješ, ne vem, je kaj narobe, ampak pol s časoma v bistvu te to utrdi in naredi še pač v bistvu še boljšega, še bolj trdnega. In potem pač, ko bi rekel, se lažje soočiš z vsem. Tudi recimo, že samo spanje pred tekmo, ne vem, pač na začetku nisem mogel zaspati zvečer, zdaj mi pač to ni nič takega, pač zaspim zvečer, se zjutraj zbudim in sem pripravljen, ne. Pač prej te pa v bistvu ful matra, imaš tremo, ampak s časoma se človek tega navadi. Tako da tudi to, s časoma, če človek vztraja, bo prišel na nek nivo, ampak mora biti pa pač priden. Tako da to sta v bistvu tekmi iz tale desna je iz Nemčije, iz Bergna oziroma Hochfehlen je na vrhu, spodaj je mesto Bergen. Zelo lep tek, v bistvu meni je, 3-krat sem bil tam, 3-krat mi je uspel, letos sem hotel iti na ta tek, ampak ga pač ni bilo, tako da sem se mogel odpovedati, ampak za drugo leto jaz upam, da bo, no. Oziroma to leto, no. Tako da ja, to je bilo v bistvu moje prve mednarodne stopničke, da rečem tako, na neki pač večji tekmi, sem bil tudi že drugje, ampak nekako ta je bila, ta tekma svetovnega pokala, bivša,
tako da v bistvu mi ta rezultat zelo veliko pomeni. No, tale slika v bistvu iz Šmarne gore je pa moj prvi oder, da rečem, v svetovnem pokalu in to na domači tekmi in pač ja, z v bistvu 2 Afričanoma, pač samo zanima, kar mi je tudi veliko pomenilo. Čas je bil pa tudi zelo dober, na tekmi sem se zelo dobro počutil, tako da res sem dal vse od sebe in to je bilo to, res sem bil vesel, ampak v bistvu človek to hitro pozabi in pač gre naprej, tako da kar je po eni strani tudi prav, pa kar bom tudi še pol verjetno omenil malo večkrat. Ok, letošnje leto, oziroma, ja, napaka, prejšnje leto, je bilo malo drugačno, malo kot ostala leta, se pravi, sezona se je začela v bistvu, no, oziroma bom to malo kasneje povedal. Jaz sem si nekako vseeno rekel, zdajle je moja priložnost, da napredujem in dejansko se je pol pokazalo, da je bilo to, da je bila ta odločitev pač čisto smiselna in pa, da je dejansko sem naredil korak več kot ostali in pač napredoval. Tako da jaz sem si pač rekel, jaz bom treniral naprej, meni itak v bistvu trening me nekako izpopolnjuje, jaz ne treniram zato, da bom samo tekmoval, ampak uživam v treningu in ja, pač tekma je ena pika na i motivaciji, ampak ne rabim pa toliko krvavo teh tekem, da pa ne bi treniral. Tako da sem pač malo več treniral, na koncu leta se je tudi več kilometrov nabral, ker pa če so tekme, se stalno ruši ta ritem, a ne. Vedno je treba, se pravi, pred tekmo se malo spočiti, malo volumen znižati, letos pač tega nisem rabil, tako da je bil konec leta, je bila številka malo večja. Ok, kako se je začel? Čisto normalno, ne da bi karkoli vedel, nekako v bistvu po zimi velikokrat uporabim KZTL, mogoče kdo pozna, kdo ne, to je Kranjska zimska tekaška liga, gre za 5 destinacij in sicer prva je Kališče, potem druga je Jošt, tretja je Krvavec, ki je tudi slika tukaj iz Krvavca, potem je Mohor in pa še tek okoli posestva Brdo, tako da nekako 5 tekem, ki se ponovijo 3-krat, nekako da v bistvu tekačem ni monotono, 3-krat pač vsako traso tečejo, v bistvu 5 tednov je, oziroma vsak 6. teden je enaka, tako da nekako to se potem časi merijo, se točke seštevajo in imajo v bistvu čez zimo ljudje motivacijo, da pač nekako migajo in ostanejo aktivni. Nenazadnje je pa tako, da pač vsako nedeljo se zbere toliko pa toliko ljudi in naredi nekaj zase, kar je super. Tako da letos tega ni, no, tako da jaz upam, da drug let, da bo to v bistvu samo pomenilo, da bo še kakšen več prišel. Na teh tekmah sem pa vsako traso dosegel rekord, tako da nekako že s tem sem vedel, da moja pripravljenost je dobra, tako na ravnini, tako v klanc, tako da nekako se obeta dobra sezona, tako da sem tudi šel s tem naprej. Ok, druga zadeva je bila državno prvenstvo na 3000 metrov v dvorani, v bistvu sem šel, da ne rečem, na to tekmo čisto za hec, v bistvu za dušo, zato ker sem veliko treniral s fanti po ravnini in nekako enkrat so me povabili se pravi, v dvorani, to ne vem, če veste, v Novem mestu, zraven Novega mesta, je v bistvu velodrom, kolesarski, ki so ga prenovili pred kratkim in noter naredili še atletsko stezo, poleg tega je pa pokrit, tako da pač to smo imeli po zimi in dejansko je bil občutek, da je poletje noter, a ne. Zelo dobri pogoji in enkrat sem šel na trening tja s fanti, tako da rekli so takrat, čez 3 tedne je državno na 3000, daj prijavi se, a ne, tako da sem se in ne vem, v bistvu čisto nisem pričakoval, sem bil celo prvi, sicer je nekaj fantov izostalo, ki bi me drugače verjetno prehiteli, ampak pač sem edini tja prišel in zmagal in dejansko pospravil v žep še naslov državnega prvaka v dvorani na 3000 metrov. Tako da potem so pa prišle v bistvu na spored moje tekme, pač v tem, kar treniram, to je gorski tek in sicer v Kitzbühelu je tako imenovani Streif Up, zdaj verjetno velika večina pozna Kitzbühel kot v bistvu smukaško tekmo, kjer se pač smukači spustijo dol, no mi smo pa po tej isti progi tekli gor.
In ne vem, če poznate odsek Mišnica, to je 85% naklon, to je v bistvu 40 stopinj naklona, se pravi, to je res strmo, to je kot da bi v bistvu po strehi, neki strmi strehi plezali gor. No in točno ta slika je iz tega odseka, kot vidite, to je živ led, se pravi, to je drsalnica, ampak da je postavljena po koncu. No in kaj je bilo? Pač jaz sem dejansko pred to tekmo sem bral, ja, tega dela se morate paziti in podobno, sem pač vse to ignoriral, sem rekel, se jaz dobro smučam, jaz sem nekako se znam znajti na snegu, na ledu, to ne bo problem. No in to me je teplo in dejansko sem nekako, takrat sem bil še na 4. poziciji in kar naenkrat mi je zmanjkalo tal pod nogami in sem se zapeljal dol, se pravi, 100 metrov verjetno. Tudi sem si klele palce v lupu, tako da je bilo tudi malo, da rečem, poškodbe, ampak nič hudega, no. Ampak dejansko takrat sem se zavedel, da sem čisto pocenil to strmino in naslednjič, ko grem, ne vem, kaj bom naredil, ampak ali si bom dal take žeblje noter v čevlje. Imel sem, se pravi, šprinterce tekaške, tako da dejansko z žebljički, ampak ni bilo dosti, tako da vam že to pove, koliko je to strmo, pa koliko je to leden, pa še palce, pa me ni zdržalo. Ali sem bil pa jaz malo štorast, no, ne vem. Ampak ja, tako da zanimiva izkušnja, definitivno bom še probal, ker imam neporavnane račune, da rečem, tam sem pač zdrsnil iz 4. direktno na 20. mesto, niti ne vem več, kjer sem bil, ker mi ta tekma pač mi ni ostala lepa v spominu in se tudi ne bom spominjal. Ok, potem je bila Madonna di Campiglio, to je v Italiji, ena podobna tekma, tukaj mi je vse šlo po planu, tako da tukaj niti ne bi prav preveč debatiral. Ok, tole je pa zvok, kot vidite, če poznate Lukata, Luka Kovačič, on je tudi že v bistvu vrsto let gorski tekač, on je v bistvu malo bolj specializiran v neke vertikale, se pravi bolj strme in pa krajše tekme. No in dejansko tukaj ta tekma je pa turni smučar, on je tudi turni smučar, ne po zimi, tako da turni smučar proti tekaču, jaz sem bil tekač, on turni smučar in vsako leto imava boj in kot vidite, pač od mene po tekmi ni ostalo prav veliko, tako da sem rabil par minut, da sem sploh do zraka prišel, ampak mi je ratalo zmagati, postaviti nov rekord, tako da sem bil zadovoljen. No, to je bil začetek, potem pa se je začela kriza, se pravi korona kriza, vse tekme so odpadale, celo olimpijske igre so letos odpadle, kar se še nikoli ni zgodilo, tako da nekako, sicer sem prvo pač malo v bistvu bil optimističen glede teh tekem, ampak pol na koncu se je pa videl, da tega ne bo, tako da sem naredil par izzivov, sicer na 10 kilometrov, ki sem postavil svoj rekord, 31:37 se mi zdi, če sem prav povedal, oziroma 31:46, nekaj takega, ne vem več točno, v glavnem. Potem na 5 kilometrov, ta mi ni ratal, ampak pač vseeno je bil neki izziv, potem sem tekel na Roglo, po cesti, to je 13 kilometrov pa pol, pa 1050 višincev mi je ratalo, mislim, da nekaj po 59 minut, tako da zelo lep izziv, tega bom tudi še večkrat ponovil, sicer tak težek vzpon, v bistvu zelo monoton, ampak meni pašejo taki, se pravi, enakomerni in pa taki zelo tekaški, tako da mislim, da povprečen tempo je bil 4:20, tako da si lahko vsak pač malo predstavlja, da ni to tako hitro kot po ravnini, ampak dejansko za klanjce je pa kar hiter tempo, ni se pravi neka Šmarna gora, ki je pa tempo pač bistveno nižji, čeprav se isto matramo. Ok, pa sem naredil izziv na Vršič, mislim, da sem tekel nekaj pod, oziroma spet sem pozabil koliko, v glavnem, če bi bila to tekma, bi bil rekord, ampak ker ni, pač ni uradno, tako da te tekme tudi ni več sicer. Zdaj, če poznate od bivšega hotela Lek, se pravi, to je tukaj, preden pridete na jezero Jasna, se pravi, ta hotel
ob cesti, od tam pa do vrha Vršiča, mislim, da sem rabil, Jesse, koliko sem rabil na Vršič? Jesse tudi pojma nima, tako da. Mislim, da je bilo nekaj, je bilo pod 48, je bilo pod 47. V glavnem, tam nekje, 47 oziroma 48 minut, mislim, da je bilo nekaj pod 47. Ja, potem je bila Šmarna gora, moja v bistvu priljubljena trasa za test, zato ker ta vzpon res dobro poznam. Kratek je, me ne utrud, pač toliko, da ne bi mogel normalno trenirati. Tekel sem pa 11:15, pol boste v nadaljevanju slišali, koliko je pol bil rekord moj, ampak dejansko je bil ta tek zelo, zelo, zelo dober. Tako da za trening sem najhitreje odlaufal pred tem 11:25, tako da takrat sem ga 11:15, je bil zelo dober pokazatelj forme. Zdaj, zakaj sem pa to naredil? 3 tedne pred temle. In sicer v planu, pač ker ni bilo tekem, že več let se spogledujem, oziroma predvsem zdaj, no, sem se začel s tekom na Triglav. In sicer se mi zdi en tak, v bistvu Triglav je simbol Slovenije, Aljažev stolp je gor, nekaj posebenega, pravijo, da nisi Slovenec, če ne greš na Triglav vsaj enkrat. Tako da nekako me je to privabilo. Jaz sem bil prvič na Triglavu par dni potem, ko sem izpit za avto naredil, tako da pač, ko sem izpit za avto naredil, sem oču rekel, če mi da avto, pa sem se odpeljal, pa šel sam gor, takrat sem rabil po moje 2 uri. No, evo, zdaj letos se je pa to v bistvu nekako sem zreduciral to na 1:26:45. Imel sem številčno ekipo zraven, ki mi je pomagala, zdaj ne vem, mogoče veste, od marca se malo ukvarjam z snemanjem vlogov, tako da ne vem, če vas zanima, lahko tudi za nazaj vse pogledate, so na YouTubeu, na Facebooku, na Instagramu, tako da smo vse to posneli, da je bila vsa logistika glede pijače, glede raznih sponzorjev, glede hrane, gelov, tako da ne, mislim, da nas je bilo 8 ali 9 v ekipi, pač za enega, ki pa na koncu vse pobere, ne, tako da nekako vedno poudarjam to, da pri tem izzivu je bilo v zadnji res veliko ljudi, ki so pomagali, da je to ratalo. Tako da, vse mogoče, ne vem, bo še kakšno vprašanje na to temo, tako da bomo takrat malo več povedali. Je bil pa v bistvu perfekten dan, 4. september je bil to, petek, mogoče edino, če bi kakšen dan prej, ampak so bili vsi planinci zelo videvni. Tudi en kolega jih je prej spomnil, da bo pač en butelj, bo tekel na Triglav, pa če se lahko malo umaknejo. No, in so me v bistvu, vsi so me pač res presenetili, jaz sem mislil, da bojo kakšne opaske, pač da, ne vem, kaj se nekdo gre, ampak vsi so me spodbujali, vsi so se lepo umaknili, tako da sem bil zelo vesel tudi po tej plati. Ja, vse kot vidite, pač bila je šajba, ni bilo vroče, praktično idealne razmere. Je pa se pravi, to je bilo v petek, v ponedeljek je zapadel gor sneg, tako da me je malo zaskrbelo, ampak sem rekel, čez teden bo 20 stopinj, no, ampak vseeno sneg se je nekako napihal na kakšne predele, tako da nekje je bilo še malo snega, ampak nič kritičnega, tako da se nam je tudi sreča malo tukaj nasmehala. Ok, potem sta bila pa 2 vikenda v Italiji, sicer te tekme so pa bile, se pravi, ena je bila v avgustu, ena pa mislim, da potem konec septembra, tako da kot vidite, je borba do črte, no, tukaj sem jaz takratko potegnil, dejansko bi se mogel jaz tudi vrstno, ampak mislim, da tudi ne bi ratalo, tako da dal sem pa vse sebe, nekaj. Potem bil Red Bull Dolomiten manj v Liencu, tukaj v bistvu tudi en mogoče mojih boljših rezultatov, 10. mesto v res hudi konkurenci. Ta tekma je v bistvu tako profesionalna, tako da nekako mi je res uspela, no. Pa letos je bilo pač originalna trasa tudi, lani je bilo zaradi slabega vremena na drug hrib speljan, je pa to štafetna tekma in sicer prvo teče tekač, ja, logično, da teče, prvo je na vrsti tekač, potem je padalec in sicer se spusti dol, teče nazaj gor in spet v dolino, potem je kolesar,
in pa še kajakaš. Tako da v bistvu sem bil v ekipi s 3 Avstrijci, ki so me povabili zdaj že drugo leto, za naslednjo smo tudi zmenjeni in smo se res dobro odrezali. No. Tako da nekako mogoče čez par let nam pa tudi uspe zmagati to mogoče. Čeprav je res konkurenca huda, ampak nikoli ne reci nikoli. Potem sta bila pa še, v bistvu še drugi vikend v Italiji. Sem pa tudi dosegel, mislim, da 5. mesto v vertikalu, pa mislim, da sem bil 7. na tem trailu. Ampak sem v bistvu, tisto je bilo državno prvenstvo, pač italijansko državno prvenstvo, tako da sem bil res zadovoljen. Ok, potem je pa prišla prva, da rečem, domača tekma po ne vem koliko časa. To je Šmarna gora. In sicer tukaj pred to tekmo sem bil pa tako živčen, da sploh ne znam povedati. Tudi Jasmini sem že rekel, danes bom siten, danes bom živčen, prosim razumeti, pač se razume to. Ta tekma mi res veliko pomeni. Jaz sem na Šmarni gori po moje, ne vem, 150krat, ali pa 200krat na leto, tako da dejansko moj trening bazira na tem hribu, blizu mi je, ne rabim se prav daleč peljati, oziroma kdaj grem kar od doma. Pač ne vem, velikrat grem, po 3krat, 4krat, tudi 5krat sem že šel gor, tako da naberem neki volumna tudi tukaj. In pa ja, dejansko moja mogoče prva tekma, da sem se tudi pokazal v Sloveniji, to je bilo, mislim, da 4 leta nazaj, takrat sem tekel 12:21, se mi zdi, tako da ja, evo, je v bistvu v 4 letih potem sem to skrčil za minuto. In letos je bil nov slovenski rekord, to je 11:12, tistemu, ki sem v bistvu takrat stal, ki je bil drugi na stopničkah, če se spomnite, ki sem imel tisti preboj med najboljše. On je tekel pa letos 10:59, tako da edini, mislim, prvi, ki je premagal mejo 11 minut. Meni se je to zdelo pred, ne vem, 5 leti popolnoma nemogoče, ne vem, kako sploh lahko nekdo teče, ne vem, blizu, ne vem, 12 minut, kaj še lepo 11, ampak zdaj vidim, da se da, no, tako da tudi jaz sebe vidim, da sem zmožen pod 11 minut, ampak bo treba še malo treninga narediti, še kakšno leto dozoreti malo, taktiko naštudirati, vzpon pa poznam, tako da dejansko do zadnjega kamenčka. Tako da jaz verjamem, da bo enkrat tudi to ratalo, tako da dolgoročni cilj je sigurno to. Ok, to je bil en dan, no, lahko vidite, jaz sicer ne vem, kako porod boli, to ženske bolj veste, ampak mene je to tako bolelo, kot še nikoli v življenju. Dejansko sem rabil 2 minuti, da sem se sploh pobral iz tal, 20 minut zatem sem bil še zadihan, stati nisem mogel, no, ampak pol ne skrbite, po 1 uri sem bil pa kar nov, tako da ni bilo problema, ampak ja, pač dal sem vse od sebe. Tako je bila v bistvu, tekma je tako potekala, da smo bili neka skupinca, ki se je tam na nekaj 2/3 malo razbila, en Francoz pa se pravi ta Nemec sta šla naprej, jaz sem malo v zadju ostal, sem jo probal slediti, potem je prehitel en Italijan in dejansko takrat sem bil na 4. poziciji, nisem vedel, kaj bo, ampak sem pač vztrajal, grizel tisto zadnjo strmino in dejansko me je ne vem, tako da rečem, par metrov se lahko vidite na sliki, par metrov pred ciljem mi ga je uspelo prehiteti in pač priteči na 3. mesto, tako da sem bil res zadovoljen. No, drugi dan je bilo pa državno prvenstvo v gorskem teku, kar je v bistvu mnogo, pač ta tekma je imela mnogo večjo težo od pač rekorda, ampak meni dejansko ni to pomenila, no. Vseeno sem bil prvi, mislim, da s 2 minutama prednosti, tako da sem užival na trasi, sem se lahko sprostil, se nisem rabil pretirano naprezati, tako kot dan prej, ker noge so tudi zelo pekle, nikamor ni šlo, ker je v bistvu bila ta tekma 14 ur po, se pravi, rekordu, tako da nekako so se res posledice čutile, no. Ampak kot sem rekel, uspel je paket, da rečem, na Šmarni gori, tako da sem bil zelo zadovoljen. No, za v bistvu zaključek,
sezone, da rečem, to je bila tudi zadnja tekma, na kateri sem bil. Je pa še Trofeo Vanoni, to je pa v Morbenju, v Italiji. Zelo priznana tekma, v bistvu z dolgo tradicijo, mislim, da je že 63. izvedba ali 64. izvedba. Gre pa za štafetno tekmo, kjer v bistvu štafeta je sestavljena iz 3 članov in vsak preteče enako traso. Tako da jaz sem se na progo podal prvi. Nekako pač konkurenca je bila taka, da pač spet je bilo to italijansko državno prvenstvo, tako da sem rekel, če bom med 15, bo to super, a ne. Ampak na koncu v bistvu sem se zelo dobro počutil vmes. Ko je tempo padel, sem si rekel, ne, fantje, spali pa ne bomo. In sem jaz pritisnil nekako in so odpadali pač tekač za tekačem, kar me je zelo presenetilo. Potem je bil pa še spust tukaj, se pravi, to je tekma, ki je gor dol, se pravi, ni cilj na vrhu, ampak dejansko tam, kjer je štart. Tako da sem se nekako samo vrgel v dolino, res dal vse od sebe in to me je pač pripeljalo pač tudi do res te prve zmage. Tako da rečem, odmevne zmage na mednarodnem nivoju, tako da upam, da bo letos še kakšna več, no. Kot vidite, tale desna slika tukaj, to je v bistvu zelo atraktivna tekma, no. In ja, dejansko je treba, se pravi, ne vem, kakšen dober meter dol skočiti, tako da nekako se vsaj za 1 meter počutimo, kot Peter Prevc. Ampak ja, je treba res v bistvu biti zelo, zelo skoncentriran, se pravi, to ni spust, da bi bila neka lepa cesta, ampak je zelo tehnično, tako da je treba tudi malo naprej gledati, naprej misliti in pa ja, pač noge po 9 minutah spusta še en teden bolijo, ampak to je hit pozabljati. Zdaj za to sem pa v bistvu tudi prejel nagrado, in sicer najgorski tekač leta, to je v bistvu tale leva slikca. Tale desna je pa za leto 2019, ampak sem jo letos dobil, tako da sem rekel, letos pač v bistvu predstavil. Sicer sem postal najšportnik oziroma najboljši športnik občine Medvode. Nekako jaz, ko sem še košarko igral, sem videl, ne vem, pač ko smo mi prejeli neko mini plaketo, sem pač v bistvu pol na koncu videl, en bo pa najšportnik Medvod in ne vem, to so bili, ne vem, Flander, potem to je bil še, bil je tudi tale Matjaž Belšak, če poznate, strongman, najmočnejši Slovenc. Pač mnogo v bistvu znanih športnikov, tako da zdaj sem pa jaz na vrsto prišel in sem vesel za to, počaščen. In ja, jaz upam, da bom še kdaj, no, se bom potrudil. Tako, zdaj pa kamo pa v 2021, ne vem, še vedno je v bistvu zelo vse negotovo, plani so, se pravi, za tekme govorim, ampak se dejansko ne ve, pač kako bojo stvari šle naprej. Jaz res upam, da se bo to vse skupaj odprlo. Tekači se mi zdi, da že kar pogrešajo tekme. Tudi druženje v bistvu ni sam tekma, ampak tekma je v bistvu družaben dogodek, kakšno rečemo prej, potem se končno vidimo po enem času, tako da motivacije ne manjka, imam pa tudi v bistvu malo poškodbe za sanirati, tako da nekako mogoče tudi zdaj idealen čas, da tudi to naredim, ker se v bistvu dejansko nič ne mudi. Tako da trenutno sem v fazi, ko pač ne treniram toliko močno, kot bi sicer, ravno zaradi tega, pač da v bistvu se zadeva malo umiri. Zdaj, ko bojo pa tekme, bo pa treba prijeti, da bomo iztržili kaj na tekmi. Tako da, ne vem, to je to po mojem, iz moje strani, kar se tiče predstavitve, zdaj pa ne vem, kakšen je plan za naprej. Ja, hvala ti za to predstavitev. Plan je za naprej, da bova šla skozi par vprašanj, ki so jih naši popotniki za tebe že pripravili. Zdaj pa preden greva na to tekaško, sem dobila eno direktno sporočilo, če te lahko prosim vprašam, koliko si star. Star sem pa 24, oziroma bom 25. avgusta, tako da 96-letnik. Malo matematike, da nam vse na plano dal. Vido z Ljubljane pa še kar nekaj ostalih zanima, kako izgleda tvoj trening oziroma sestava tvojega treninga in tudi
kakšna je tvoja motivacija za vztrajnost? Zdaj, veliko si že povedal, zakaj si to začel, ampak mogoče še lahko pišeš en tak tvoj dan na kratko, oziroma kako izgleda tvoj trening. Ja, moj dan v bistvu, jaz sem zdaj tudi redno zaposlen, tako da moram hoditi v službo. Pač dejansko včasih sem s tekmami tudi toliko zaslužil, da je bila to kot neke vrste, pač tudi s podporo sponzorjev, jasno, da je bila to neka moja plača, ampak ker ni tekem, nekako sem mogel v bistvu plan B povleči, tako da jaz še vedno upam, da nekoč bo to moja služba, pač spet nazaj. Tako da ja, čisto v bistvu se je malo spremenilo, ampak včasih je bilo pač, sem se zbudil, dobro, da imamo tudi otroka z Jasmino, tako da je vse to skupaj tudi malo drugače, ampak pojem zajtrk in nekako potem počnemo nekaj skupaj, gremo trenirati, kosilo, malo pavze, pač ko ta malo spi, potem pač spet igranje naprej in ponavadi zvečer sem tudi še kakšen, ne vem, rahel iztek naredil, ali pa šel na kolo, glih toliko, da malo spodbudim še regeneracijo, pa da malo volumna treninga noter dobim, večerja in spat, tako da to je bilo včasih, zdaj pa pač še služba vmes, tako da velikokrat letos oziroma lani, no, sem pač vstajal že ob 4:30 zjutraj, se pač oblekel, pripravil za jesti, usedel v avto, šel do Ljubljane, tam odtekel, pač tam nekje od ure do ure pa pol, in pač potem v službo, potem pač, ko sem prišel pa domov, je bilo pa vse po starem, tako da z tega vidika se je malo spremenilo, ampak drugače, če bi pa lahko, bi pa še vedno pač nekako ta stari ritem, kot v bistvu življenje vrhunskega športnika, ne, se pravi, da dejansko trenira in počiva, ker pač športnik, trening je eno, regeneracija je pa drugo, in sicer ti s treningom spodbudiš določene procese, da v bistvu, da lahko postaneš boljši, potem je pa na regeneraciji, ali se to dejansko uresniči, ker če ni dovolj, pride do poškodb, pride do pretreniranosti, preutrujenosti, tako da dejansko pravijo, da so športniki so plačani za to, da počivajo, no, in s tem bi se čisto strinjal, tako da nekako na ta način, no. Kako pa je prišla ta odločitev, da si se odločil ravno za gorskega tekača, oziroma se je kdaj tebi tehtnica prevesila, da bi bil samo pač treniral atletiko? Mogoče če malo o tem poveš. Lani sem v bistvu šel tudi malo v to smer, ampak zdaj, če bi zavrtel čas nazaj, se mogoče ne bi usmeril. Ravninski tekač je v bistvu biti težko zaradi poškodb, zato ker je korak toliko daljši, v bistvu gre dejansko koti, ki se dogajajo pač v sklepih, pač v kolku, v kolenu, so v bistvu na skrajni meji in hiter je pač preveč. Medtem ko pri gorskem teku, verjetno veste, pač korak je krajši, ne vem, tudi manj kot 1 meter, ne vem, mogoče pol metra samo, medtem ko po ravnem, ne vem, gre korak tudi do 2 metra, 2 metra pa pol. Tako da je v bistvu ta razpon bistveno večji in s tem v bistvu tudi bistveno večja možnost za poškodbe. Tako da, ja, sem izkusil to, tudi povišal svojo hitrost na ravnini, svojo zmogljivost, ampak sem si pa tudi kakšen problem pri delu, ki ga moram pa zdaj popravljati zaradi tega. Tako da sem, v bistvu, če hoče biti nekdo atlet, jaz mislim, da je to treba zelo postopno začeti. Najboljše je pač od malih nog, da se v bistvu telo, da kar da ne rečem, zraste s tem. Medtem ko pač, če si starejši, je treba to res počasi začeti, pa veliko zraven v bistvu tega, ko bi rekel, podpore treninga, se pravi moč, se pravi neka stabilizacija, ravnotežje, gibljivost, tako da vse to je treba gledati, no. Ni samo tek kot trening teka, ampak je tudi še vse, kar paše zraven tukaj. Tako da tisti, ki pa ni v športu, mogoče tega niti ne ve, a ne, koliko je v bistvu to pomembno. Tako da ja, saj pravim, jaz sem vesel, da sem se odločil za gorski tek, glih zaradi tega. Nenazadnje pa mi je narava res toliko v bistvu pomembna, se pravi, da grem jaz nekam ven, na nek hrib, da vidim stvari, se pravi, čisto iz druge perspektive, medtem ko pač ja, trening na stadionu zna biti monotono. Tako da z tega vidika definitivno gorski tek zame, vsaj kar jaz vidim,
boljša odločitev. No. Tudi veliko ljudi, ne, mogoče veste, pač Ljubljanski maraton ima že vrsto let pač upad se pravi udeležbi, medtem ko pač tekme, se pravi tipa gorskega teka, pač udeležba narašča. Mogoče glih zaradi tega, ker ljudje rabijo nekak sprostitev. In se mi zdi, da to je bistveno lažje doseči, če gremo nekam v gost, ker ni nobenega, kot pa pač nekje teč po ravnini, še vedno ne v mestu. Tako da ne, jaz mislim, da z leti bo tudi gorski tek še napredoval v tej smeri. Zadnja leta tudi veliko poslušamo o raznih nesrečah v gorah, dostikrat je razlog nepravilna oprema. Gorski tekači ste eni izmed redkih, ki greste v supergah, če lahko karikiram, na Triglav. Koliko je na primer gorski tek nevaren oziroma kako bi ga ti ocenil? To, kar v bistvu jaz tekmujem, ni nevarno, zato ker je v bistvu kategorija v gorskem teku Skyrace, kjer je pa v bistvu dovoljena, se pravi, ko bi rekel, težavnostna stopnja do ne vem kjere pač plezalne stopnje, tako da na tistih tekmah dejansko tudi jaz ne bi šel, ker se mi niti ne zdi varno. Medtem ko te zadeve, pač kar se mi gremo, pa v bistvu ni nevarnosti, da bi kdo kam padel ali karkoli. Bolj je to, ne vem, če na kakšnem spustu kdo kakšno korenino zapne ali pa kaj, ali pa si kakšen gleženj zvije, ampak tudi tega še nisem videl, no, tako da se mi ne zdi nevarno, no. Je pa mogoče, se pravi, ta moj projekt na Triglav je pa, da ga lahko izvzamem, no. Tudi zato se ga nisem lotil, se pravi, ko bom rekel, tisti, ki se ga je lotil, se ga je vedno lotil gor in dol, jaz sem pač glih s tem namenom samo gor. Tudi Jasmina je rekla, da rajš ne, in sem rekel ne, že v štartu sem rekel ne, dol me sploh ne zanima, ker tudi do drugih se ne bi počutil varno, ker hitro se sproži kakšen kamen, pade komu na glavo in zadnja stvar, ki je, da bi se komu zaradi, ne vem, mojih ambicij kaj zgodila, ne. Tako da, kar se tiče pa teka gor na Triglav, pa jaz se ne bojim višine kot take. Nekako bil sem gor že, mislim, tudi 9-krat ali 10-krat, tako da pot poznam. In se mi ni zdelo tudi za moment nevarno, no. Tako da, je pa tudi ta vidik, ne, se pravi, gužva. Dejansko so bili ljudje obveščeni prej, da nekdo prihaja in so se mi umaknili, tako da sem imel avtocesto do vrha. Ker ja, drugače, če pa pogledate slike iz poletja, iz kakšnega lepega sončnega vikenda, je pa tako, da bi mogel človek kar semafor tam postaviti pred kakšno zajlo, ne, tako da z tega vidika sem tudi naredil to, se pravi, med tednom, ne za vikend, in dejansko jaz nisem nobenega ogrozil, nisem niti videl nevarnosti v tem. Če bi pa imel projekt še za dol, bi se pa mogoče tega tudi malo drugačen način lotil. Če se mogoče tudi na to naveževa, Matijo zanima, če bi lahko povedal, v katerih tekaških copatih tečeš in katere bi priporočal za rekreativne gorske vzpone, hobi športnikom. Bom kar vstal pa pokazal. Velika večina pozna, ne vem, Nike, pozna Adidas, no, Hoka je v bistvu znamka, ki, no, se kot zanimivost, Salomon tudi verjetno poznate, no, Hoka se je razvila iz Salomona, in sicer sta bila dva brata, ki sta želela narediti čevelj za v bistvu tek navzdol. In so ga naredili pač bolj blaženega, ravno z tega namena, pač ker rabimo več blaženja, da je bolj mehko, bolj udobno. No, in dejansko zdaj pač zadeva prerasla čisto v neko v bistvu svojo zgodbo in se širi in vsako leto ima več v bistvu kupcev. In Hoka je v Ameriki takoj za Nikejem, se pravi, jaz verjamem, da, no, pač ja, Nike je velika korporacija, vse skupaj, ampak mogoče kdaj tudi prehiti, no. Tako da marsikomu nepoznana zadeva, ampak ko bi rekel, globalno se pa ima nek oprijem, da tako rečem, no, in tudi pri nas vse več tekačev ima to znamko. Zdaj značilnost je, tako kot sem rekel, pač malo več blaženja, predvsem so pa copati res lahki. Ko ga človek pogleda, misli, da je to nek ogromen, težek, štorast čevelj, ampak v bistvu je pa ta pena je zelo, v bistvu, kako bi rekel,
zelo so jo izpopolnili in je hkrati lahka na enak volumen, a ne. V bistvu pa prenese dosti obremenitev, tako da jaz sem zadovoljen s temi čevlji. Nekako ja, pač vsem bi pa priporočil predvsem, da imate vsaj za en mezinec prostora spredi, ker veliko ljudi gre teč, se jim, ne vem, dobi žulje spredi, grejo nohti dol in potem se jim to zameri. Ravno zaradi tega, se pravi, prsti morajo imeti dosti prostora. Čevelj mora biti pa prvo, da je udoben, se pravi, da nikjer ne stiska prav preveč, da nikjer ne pač boli, tišči. Tako da ne glede na to, pač, ja, okej, jaz sem sponzoriran s to firmo, ampak vsakmu pač prvo to povem, se pravi, pač čevelj mora biti udoben, pasati na nogo. Ne nazadnje, zato je tudi toliko različnih znamk, pač, ker ni vsaka za v bistvu vsakega, a ne. Se pravi, vsaka noga je drugačna, vsaka noga ima različne potrebe, tako da moramo imeti, se pravi, veliko različnih opcij, da nekako to pokrijemo, no. Če se vrneva malo na tekme domače, reprezentančne, mednarodne, veliko si jih dal skozi. Imaš kakšno posebno psihično pripravo, preden se lotiš neke tekme? Zanima pa nas tudi, kaj občutiš ob teku oziroma ko tekmuješ oziroma kaj te vmes žene, da se lotevaš takih podvigov? Ja, to je zelo zanimivo vprašanje. Okej, zdaj, če začnem, se pravi, s to pripravo psihično, tukaj v bistvu sem se preko košarke tudi navadil, da nekako znam uravnavati ta pritisk, a ne. Je pa tako, zdaj košarka je zelo, v bistvu, kako bi rekel, momentalen mislim, v momentu te lahko nekaj vrže iz tira, se zatrese roka in ne boš dal koša niti pod razno, a ne. Zdaj, medtem ko pri teku je pa, tako bom rekel, 99% lahko veš skorajda ne vnaprej, glede na svojo pripravljenost, ker v bistvu samo to vpliva na tvoj rezultat, če pač je taktika, da rečem, zrela, a ne, in primerna pripravljenosti. Tako da tukaj v bistvu sem se nekako to že kar naučil, tako kot sem prej rekel, tudi dejansko, ne vem, pred tekmo nimam problema s spanjem, glih zaradi tega. Pač nisem nervozen, vem, da sem pripravljen in vem, da mi bo nekako šlo, no. Zdaj, druga zgodba pa je, če kaj vmes pride, ne vem, če sem bil karkoli, ne vem, prehlajen ali karkoli, ke pa nikoli ne veš, kakšne posledice pusti, tako da takrat je pa majčkeno drugače, ampak pred samo tekmo pa niti nimam nekega rituala. Rajši imam rad, da imam malo miru, ampak ne pa, da sem čisto sam, zato ker v bistvu potem razmišljam samo o tej tekmi in nekako je v bistvu že preveč, tako da imam rad, da imam nekako družbo, da se malo pogovarjam. Ja, tam 1 uro pred tekmo pa dejansko vse odklopim, se grem ogrevat, in pač takrat v bistvu je fokus na sami tekmi. Zdaj, kaj mi gre pa po glavi med tekmo, pa tudi sam ne vem, kdaj se mi kakšna muzika poje, to je še največkrat, no. Ne vem, če so navijači, toliko bolj zanimivo, ke pač, ne vem, v bistvu te ponesejo naprej, drugače pa ne vem, tudi o kakšnem problemu razmišljaš vmes, če je daljša tekma, ali pa kako boš kaj, ne vem, čez en teden naredil, tako da čisto odvisno, no. Tako kot sem rekel, zdaj, če je dolga tekma, si to dejansko ne, da si lahko privoščiš, ampak se s tem nekako skrajšaš čas, zdaj, če je pa, ne vem, tekma a la rekord Šmarne gore, moraš biti pa od prve sekunde do zadnje zelo skoncentriran, ker dejansko vsaka sekunda šteje. Ne vem, ko se kot vidite, ne vem, če je tale ekran, če se še predvaja v ozadju, ampak to je slika iz leta 2019, sem imel 11:13, drugo leto sem imel, se pravi lani, 11:12, tako da v enem letu za sekundo, a ne, zdaj res vidite, pa je to bilo 1 leto treninga, dejansko samo sekunda, tako da moraš biti skoncentriran, ne vem, na vsak kamen, korenino, če je tehnična pot, na take zadeve, da o spustih ne govorim, a ne, tam pač dejansko gledaš pod noge in to je to. Drugače pa ja, tako kot sem rekel, ponavadi se mi kakšna muzika poje, no, kar imam še najrajši. Ja, kdaj pa tudi pač noge pečejo in si pač samo misliš, kdaj bo že konec te tekme. Marjano iz Moravč zanima, če imaš slučajno kakšno novo destinacijo, ki si jo želiš osvojiti že dlje časa, verjetno je mislila tukaj vrh
Ja, to, da si se lotil Triglava, Šmarna gora, rekord. Ja, sicer imam kot en plan B, se pravi na vse tekme, da imam en projekt, zdaj nam ga še izdal, kako presenečenje. Drugače pa, ja, veliko je pač še neraziskanih terenov. Se pravi, jaz sem večinoma tukaj na Šmarni gori, ravno zaradi pač logistike, ker pač imam družino, imam službo, dosti obveznosti in si niti to ne morem privoščiti. Drugače pa ja, če bi lahko bil vsak dan na drugem hribu, ampak to vem, da trenutno ni možno. Ja, mislim, verjetno me zanimajo kakšne gore, ne vem, tudi v tujini, ki bi si jih želel osvojiti, ne vem, tudi mogoče kakšno višjo, ampak načeloma sem bolj nek atletski tip gorskega tekača, ki mu ni toliko do samega doživetja, da rečem, ampak jaz trenutno treniram res za rezultat, v bistvu, in trening gre v to smer, tako da, ja, pač kakšen daljši tek je pač čist samo, da pač grem in vidim in naredim nek dolgi tek za vzdržljivost, obenem pa pač nekaj novega spoznam, se pravi, tako, ker nekaj novega doživim. Je pa tako, Slovenija ima toliko hribov, da ne vem, da se jih res, mislim, ja, lahko se jih vse osvoji, ampak vsak je po eni strani lep, ne. In na vsakega bi šel, tako da, ne vem, mogoče v prihodnosti tudi kakšen izziv, zdaj, ko ni tekme na Grintovec tja, a pa še na Stol, tako da imam nekako Julijske Alpe, Karavanke pa Kamniško-Savinjske Alpe, da ne rečem pokrite, na tak način, no. Drugače pa za drugo leto malo računam tudi, da bi turno začel smučati, tako da pač letos je idealna priložnost, ki je veliko snega, ampak še nimam vse opreme potrebne, tako da nekako do drugega leta jaz upam, da to vse uredim. Tisto pa verjamem, da je spet neko novo doživetje, se pravi, narediš trening gor in potem pač v bistvu od Pol rekordi dol. dolino. To pa ne. V enem izmed tvojih vlogov sem zasledila, da si rekel, da toliko kot rad športaš, tudi rad kuhaš. Ja. Ne vem, če mora Jasmina to potrditi, ali boš sam povedal. Dosti vprašanj je bilo na temo, koliko časa pred tekom ješ, kaj ješ, če ješ med tekom, pa bom pa še nadaljevala, no, ampak mogoče za začetek to. Aha, dobro vprašanje in dejansko pač čisto drži, kolikor rad tečem, tudi rad tokrat kuham in jem. Pač neko, kako bi rekel, človeku je res v zadovoljstvo pojesti nekaj dobrega, kar sam naredi. In ja, če pa pač, kako bi rekel, če prej še športaš, lahko tega še toliko več poješ, tako da je užitek še toliko večji. Ne, v bistvu kuham pa že zelo, ne vem, v bistvu tudi odkar se spomnim, zelo rad kuham, skozi neke nove recepte, čeprav zdaj sem malo to zanemaril, pa se kar držim nekih standardnih svojih, pač, kako bi rekel, ene par zadev imam in pač to malo vrtim, da tako rečem. Drugače pa ja, ne vem, rad jem sladice, mislim, rad delam sladice, ne vem, kakšne glavne jedi malo drugačne. Predvsem pa ja, pač prehrana športnika mora biti res zelo raznolika, se pravi od A do Ž, da ne rečem. Dejansko je pomembno vse, se pravi, ni nujno, mislim, ne smemo gledati, no, da tako rečem, samo na makrohranila, ne, se pravi, to so hidrati, beljakovine pa maščobe, ampak tudi mikrohranila, se pravi, vsi vitamini, vsi minerali, ne, se pravi, športnik, predvsem za tekače je zelo pomembno, da ima dobro kri. To pomeni, da mora pač dosti železa pojesti, vitamina C zraven, da se to vse skupaj absorbira. Ampak dejansko človek bi lahko iz te prehrane celo znanost naredil, ne vem, dodajal stvari, jih izločal. Jaz si tukaj res ne želim komplicirati. Jem pač dejansko, ne vem, moj zajtrk so ovseni kosmiči, mleko, banana, rozine, pa kakao, to je pa to. Vsak jutri jem to, ker mi paše, ker se potem dobro počutim. Dobro je za mojo prebavo, lahko treniram potem. Zdaj za, ne vem, kosilo pa pač, če je treba nekaj na hitro narediti, ne vem, so neki makaroni na drobtinah, če je treba. To je narejeno v glih 15 minutah, da pojem 20 minut traja, tako da zdaj, če pa čas, pa si vzamem tudi kaj, pa kakšen izziv naredim. Malo daljši, ampak ja, tukaj, kar bi želel povedati, je pač, ne smemo preveč komplicirati okoli tega.
pa zelo pomembna stvar, pač jesti čim bolj domače, čim manj predelano. Če se le da, pač, da si sami to predelamo na vrtu, ne vem, kupimo od kakšnega lokalnega kmeta zadeve. Se mi zdi to na dolgi rok za zdravje, za vse te naše kronične bolezni, ki jih imamo, da bo to pač dolgoročno potem rešitev. No, je ta hrana malo dražja, ampak jaz verjamem, da se splača. Eno vprašanje je prišlo od Sare iz Kranja, pa ga bom kar prebrala, ker mi je res lepo zastavljeno. Sicer je napisala: zavedam se, da ko greš hribe, hočeš čim hitreje gor in dol, ampak se kdaj ustaviš v kakšni koči? Katera je tvoja najljubša in kaj največkrat naročiš? Ali nimaš časa za to? Ne, ni v bistvu, mogoče ljudje imajo mogoče napačno mišljenje, da jaz samo norim gor pa dol. Znam se tudi ustaviti. Tako da predvsem, ko gremo skupaj, se pravi na Šmarno goro, takrat velikokrat, ne vem, spijemo, praktično vedno spijemo neki čaj, ne vem, Elija dobi kakšno presto ali kaj podobnega, mi da z Jasmino kakšen štrudel ali pa kaj, tako da, če gremo na Šmarno, vedno kaj vzamemo, si vedno vzamemo čas, nismo se še naveličali razgledati, tako da pač se usedemo tam in gledamo, no, pač se tam malo gre levo, desno, tako da tega sedenja ni prav veliko. Tako da ja, drugače po drugih kočah pa dejansko se pa ne ustavljam, ker jaz si vzamem sabo, grem gor seveda počakam, ne vem, 15 minut, pol ure tudi se razgledam, grem dol in domov, tako da to je to. Razen če ne vem, zmanjka vode, karkoli, pa pač dotočam, pa je. Drugače pa, da bi se pa prav ustavljal, je pa to skoraj da ne, samo Šmarna gora. Velikokrat sem omenil, da mislim, da imaš tudi službo poleg tega, nekaj vprašanje je bilo na temo, kaj si po izobrazbi in če imaš kakšno službo, ki ni povezana s športom. Ali si ostal v športu? Lahko še enkrat ponoviš? Ja, kaj si po izobrazbi? Jaz sicer že vem odgovor, ker sem te preverila na internetu, ampak zanima se, kaj si po izobrazbi in če imaš kakšno službo oziroma službo, ki jo imaš, če je povezana s športom. Po izobrazbi sem diplomirani kineziolog, tisti, verjetno zelo malo ljudi ve, kaj je to. To je v bistvu ena veja na fakulteti za šport, se pravi, poleg športne vzgoje in pa treniranja je kineziologija, to je nekako, ko bi rekel, nekje mogoče v smer fizioterapije, se pravi, ampak je bolj neka vadba po poškodbah, preventivna vadba in podobno, ni to, se pravi, fizioterapija je kot manualna terapija in pa neke vaje, v bistvu vaje za poškodbe, ki so se že zgodile, tukaj gre pa predvsem mogoče bolj za neko pripravo, da se to ne zgodi. Tako da to sem po izobrazbi. Trenutno sem pa zaposlen v športni trgovini, tako da dejansko sem tudi povezan s športom, da rečem cel dan. Zdaj pa, če se strinjaš, bi jaz povabila vse, da ti še sami zastavijo kako vprašanje, pa se boste kar v chat prijavili. Čekaj, Mirjam, na tvoje smo že odgovorili. Boštjan, Tinkara in Viktor, se boste vi, ste imeli dva dobra vprašanja? Samo morate povedati, če se lahko sami unmutate. Ja, torej, eno vprašanje je bilo, zdaj korona pušča pač različne posledice in nekaj tekačev, ki jih poznava, so povedali, da jim je pljuča pač malo poškodovala in da so težko v formo nazaj prišli. Pa me zanima, tako, a se ti kaj bojiš tega? Ja, jaz bom tako rekel, no, čisto iskreno ne, pa bom verjetno mnogo poslušalcev bo rekel, da sem neodgovoren in karkoli, ampak jaz sem bil v tem letu, ki je bilo, sem bil bolan 3 dni, pač ne vem, kaj je bilo, klasičen prehlad, lahko da je bila korona, ne vem. Na meni ni pustil nobenih posledic, verjamem pa, da na komu pa je. In tudi, recimo, moj oče je imel kar hudo obliko, tudi, ko sva ga prišla z Jasmino pogledati, ne vem, oprosti, če tole poslušam, ampak izgledal je, kot da bi bil 90 let star. Shujšan, brez energije, brez moči, tako dejansko ga je to res prizadelo, ampak zdaj je že v redu.
Pa tudi ne verjamem, da ima kakšne res hude posledice. No. Mislim, mogoče bo pol, kako ne vem, kaj na kakšno tekmo šel to videl. Kar se v mene tiče, ne, jaz sem bil letos tudi po svetu, po sosednjih državah. Nisem se zdaj ekstremno pazil in dejansko ne vem, ali sem to dobil ali ne. Ne, mogoče sem jo tudi že prej prebolel. Dejansko nisem imel problema s tem. No. Tudi ne verjamem, da bom imel, ker jaz tako zase rečem, če bi jo kdo lahko staknil, sem to jaz. Sem tako, kot pravim, tudi dnevno sem v stiku z veliko ljudmi, po veliko prostorih sem bil, po veliko prostorih, na različnih lokacijah, različnih državah, različni ljudje, pa tega nisem imel. No. Tako da čisto deljeno mnenje, no, tukaj, kar se tiče tega. Ne moram povedati iz lastnih izkušenj, a to pusti kakšno posledico. Verjamem pa, da marsikomu pa. Drugo vprašanje, ki je bilo, je pa, a si se kdaj preizkusil tudi v bosem teku? V kakšnem teku? Bosonogem teku. Ja, bosem. Jasmina bolj slišala, kaj jaz. Dejansko sem bosonogi tek tudi kdaj uporabil za iztek, se pravi, ko sem na stadionu treniral, sem v bistvu podal čevlje dol in sem po travi naredil še kilometer, 2. Nisem pa nikoli tekmoval, ne vem, kako bi to bilo, ampak ne vem, tudi sem že videl koga, ki je maraton bos pretekel, tako da se definitivno. Ampak glede na moje, ne vem, jaz že kar hodim poleti po kakšnem pesku, me vse pika, tako da bi rabil, ne vem, par let adaptacije. Pa me tudi, bom rekel, me ne vleče toliko v to smer, čeprav je pa z vidika same tehnike teka definitivno dobrodošlo, zato ker človek šele, ko je bos, teče dejansko tako, ko more, se pravi, blaži naravno, nima nobenega čevlja spodaj, da bi mu dal potuho, da tako rečem. Tako da sigurno je v bistvu neka mešanca obojega definitivno dobra. Ima pa tudi Gašper Stojc vprašanje o bosonogem teku? A si probal že bosonoge čevlje? Kakšne? Ne, to pa nisem. Sem jih enkrat že mislil kupiti, ampak problem je, ker jaz imam dosti veliko nogo, 48, tako da ne dobim, nisem dobil takrat, no pa sem pa nekako, pa ta ideja zamrla. Sem pa imel v planu tudi to probati, ja. Dejansko ja, pač te čevlji so pa tako narejeni, da se pravi, kot samo zunanjo silo ne absorbirajo, ampak absorbirajo te, se pravi tako, da rečem, mini sile, to so pa te kamenčki, ki pač pikajo in v bistvu onemogočajo, da bi mi hitreje štekali. Tako da s tem barefootkami, kako se jim reče, pa dejansko bi lahko tekel. No. Ampak takrat pa tetive mišice, predvsem mečne mišice, zelo trpijo. Tako da vsak, ki se spušča v to, bi mu priporočil, da ne gre pazljivo v to postopoma. In ja, pač ne se vzame res, mogoče leto, 2, da se navadi na to. Potem pa verjamem, da je pač tudi telo navajeno na to, da lahko v bistvu skozi teče s tem in ni nič narobe. Dobili smo še eno zelo pomembno vprašanje, če pride Elija k skautom čez 4 leta. Kako, če? Če pride Elija k skautom čez 4 leta. Kaj jaz vem. Pazi, zdaj kaj boš rekel. Če pride Elija k skautom. Hitro tu ven vržemo Zooma. Ja, on je zelo raziskovalen, no, tako da ne vem, če ga bo tja zavlekel, zakaj ne. Jaz sem sicer bil tudi pri tabornikih, no pol k skautom se nisem naučil marsikaj. Tudi kasneje, ne vem, če kdo pozna, sem gledal tole Preživetje v divjini, Beara Grylsa, ne vem, mogoče tudi vi uporabljate od njega zadeve. Takrat mi je bilo to zelo zanimivo. Ampak pol pač poti grejo naprej in jaz sem pač potem šel iz tabornikov. Ampak res mi je bilo fajn, tako da pač vidim, kako bom rekel, vidim res dobro smerno, če se človek odloči za to. Super. Kdaj boš podiral rekord SPP? Verjetno nikoli. Jaz mislim, da bo to Jasmina naredila. Ko Elija malo zraste, bomo naredili eno ekipo, pa da gre ona to. No, kot zanimivost, ne.
je zmagala, se pravi, absolutno, se pravi 8 ur slivnice, bila je 9krat gor, da če bi bil jaz na uni tekmi, bi tudi bil za njo. Tako da, zato to pravim. Jaz nisem nek ultra vzdržljiv tip, da rečem, me niti ne vleče v to, no. Po mojem, da bi imel velike težave. Tudi ne vem, recimo, ko grem na kolo, ne vem, za 3-4 ure se mi na koncu že pozna. Enostavno ne, v bistvu, nisem mogoče narejen za to smerno. Sicer s treningom bi se to izboljšalo, ampak se mi zdi, da imam potencial večji v tej smeri, se pravi, malo krajše tekme. Luka Kunstelj je še prijavil vprašanje. Luka, boš kar sam vprašal? Ja, evo me. Kakšno glasbo najrajši poslušaš med treningom? No, mogoče sem to pozabil omeniti. Tečem brez slušalk, poslušam rajši ptičke, ki pojejo, tako da nekako ne vem. Se mi zdi, da tisti, ki rabi glasbo, ki gre teč, je že v osnovi zgrešil, zato ker mi gremo v naravo zato, da pač, kako bi rekel, da se sprostimo, ne, se pravi, že tako nas muzika skozi obkroža, ne vem, v avtu, igra radio, pridemo v trgovino, je neka muzika, mislim, zdi, da rabimo tudi od tega odklop. Tako da med treningom jaz še nikoli sploh nisem poslušal glasbe. Ja, mislim, zato sem vprašal, ker si prej rekel, da se ti skozi poje. Ja, to pa, ne vem, mogoče kakšno, kakšna, ki je zdaj hit, da rečem, pa je velikrat na radiju. Kaj? No, to mi je Smina zdaj spomnila. Recimo, ne vem, na zadnjem teku se mi je pela neka otroška pesem iz risanke, ker pač smo gledali tisti dan risanko in se mi je pač to pel, tako da ja, pač dejansko to, kar čez dan slišim, to se mi bolj poje, da tako rečem. Martin? Nima mikrofona. Zanima ga najljubša hrana. Najljubša hrana? To je zelo težko odgovoriti, ker je veliko najljubših hran. Ampak da rečem, najrajši imam italijansko kuhinjo. Ne vem, pica, makaroni, špageti, to imam najrajši. Tako da najhitreje, ampak domače. Ja, valjda, rad imam pa, ne vem, torta itak, da je dobra, ne, pa sufle, pa to. Samo da rečem prav hrana, bom pa rekel makaroni. Evo, Martin si to pa odgovor. Monika? Ja, sorry. Ne vem, ali nisem ujela, vprosti, če nisem dobro poslušala, ampak Jasmina je tudi gorska tekačica, ali kako? Ja, res je. V bistvu sem se tako tudi poznala. No, kot zanimivost, glih na tej tekmi, ki je bila v bistvu moja prva mednarodna zmaga zdaj v Morbenju, to je bilo, kdaj že si? Leta 2017, ja. Na tej tekmi so se nekako spoznala, tako da, ja, pač, odkar imava pa pač Elijo, je pa pač malo drugače, zdaj nekako sem bolj jaz v tem, Jasmina teče rekreativno, ampak kot, se verjetno, ne vem, če kakšna od vas že mama tukaj ve, kako je to, pač je težko, zelo malo energije ostane na koncu dneva, ampak pa pač, ko otroci zrastejo, pa mislim, da spet pride ta čas. Tako da jaz verjamem, tako kot sem rekel, da bom še kdaj tekla, pa tudi SBP zna odteči. Ana? Ja, mene pa zanima, kaj si želel biti po poklicu kot otrok? Ok, to bo po mojem malo smešno, kmet. Moj stric, v bistvu moj oči je doma iz kmetije in veliko časa sem pač preživel tam pri stari mami, v bistvu pač stric je pol prevzel to kmetijo. Veliko sem se s traktorji vozil, veliko sem pač futral krave in podobno. In jaz sem vedno govoril, da bom kmet, no, ko bom velik. Ne vem, mogoče se kdaj tudi to uresniči. Trenutno nisem,
Imajo pa pri Jasmini, pač pri njenih starših tudi kmetijo, tako da, ko smo gor, ne vem, grem tudi grem v štalo skidati gnoj, nafutrati krave, pomolst, tako da to mi je še ostalo, pa ne, mogoče pa kdaj, da na stara leta bom pa tudi to. Še bi še kdo prijavil kako vprašanje? Če ne bom jaz tako eno sklepno postavila od Tinkare z Rakove steze, in sicer je vprašala, kaj so te naučili hribi in gorski tek? To so taka zelo Tako globoko, ja. globoka vprašanja. Tukaj sem malo slab, ne bom rekel. Tako, kot sem prej rekel, predvsem tek, mislim, šport kot šport, oziroma tek kot šport, me je naučil predvsem vztrajnosti in to dejansko lahko kopiram na vsa področja v življenju, ne. Je pa gorski tek, kot sem rekel, pač res lep šport, veliko lahko doživimo in z tega vidika pa tudi, ne, pač sem hvaležen za to, da lahko toliko vidim, toliko doživim. Če pa rečem to, življenjska vrlina, je pa to definitivno vztrajnost, pač trdo delo, da se ne obupa hitro, na tak način. Hvala, da si vzel čas, da si z nami delil svojo zgodbo. Pripričana sem, da bomo z veseljem spremljali, kam te ta pot še ponese, čim hitreje. Pol pa predajam, pol pa če mogoče še ti, kaj poveš za zaključek, pol pa predajam besedo Gašperju. Ja, nič. Jaz sem tudi vesel, da sem lahko takole malo se predstavil. Dejansko, meni je to tudi všeč, pa se tako, kot vedno pravim, če sem enega mogoče navdušil, pa je to moja, v bistvu, sem nekaj s tem naredil, no. Tako da ja, meni je vedno tudi v bistvu na ta način obudim spomine, tako kot sem tale PowerPoint naredil. Pač grem nazaj, pogledam slike, vidim, kje sem bil, kaj sem doživel. Tako da tudi zame je v bistvu to zelo lepo, no. Pa ne nazadnje, tako kot sem rekel, pač šport je lep in več, ker nas bo športalo, boljše bo. Hvala, da si bil z nami.